Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav v novi oddaji Klepetalnica. Z razlogom smo danes v naš studio povabili direktorja Pomurskega muzeja Murska Sobota, doktorja Branka Kermana. Branko, dobrodošli v našem studiu. Fajn za povabilo. Upam, da se bomo lepo pogovarjali in izvedeli kaj novega, kako pa. Osrednji Pomurski muzej ali pa v deželi v Muri, ki je star 70 let oziroma praznovali ste leto že z akademijo, sicer pa praznujete vse leto. ja, praznujemo na tak ali drugačen način z razstavami, z obiski muzejev, tudi svojo dejavnostjo, ampak 70 let muzej je vseeno nek dogodek, ki kaže na neko stabilno inštitucijo, ki v prostoru deluje, ki ima neko tudi moč znotraj prostora, je pa v bistvu hramba, ta muzej hrani dediščino, ki je bila nekoč last oziroma so naših prednikov in jo moramo tudi ohranjati in prezentirati in na vse mogoče načine razstavljati, da ljudje vidijo to dediščino in občutijo ta prostor in da je dobil tudi nek odnos do tega. Seveda ima tale pokrajinski muzej seveda svoje poslanstvo, absolutno, rekli ste že nekaj, Branko, pa vendar tu ne gre samo, gre za zbiranje, gre, rekli ste, očuvanje, restavriranje, marsikaj se tu dogaja, da bomo zanamcem pustili neko sliko, skozi kompletne razstave, imate tudi stalne razstave, priložnostne, da se vidi kaj vse, pravzaprav široka dejavnost tega poslanstva. Ja, zelo široka, pokrivamo 27 občin, se pravi, zdaj, če nekako to geografsko razdelimo od Tromejnika dol do Lendave pa do Negove, to je ta prostor, za katere imam pooblastilo in poskušamo nekako ta prostor tudi obvladovati. Je pa muzej ni samo prostor nekih predmetov, nekih hrambe predmetov. Muzeji imajo tudi, so prostori druženja, so prostori srečevanja ljudi, so posebni prostori, kjer lahko pač tisti, ki pridejo v muzej, tudi na ta način nekaj doživijo. Tako da so prostori široko odprti za vso javnost in je to tudi namen, da se dediščina prezentira javno, pa ne samo preko razstav, tudi preko delavnic, raznih izobraževanj in na ta način tudi raznih delavnic, ki so namenjene od najmlajšim pa tudi do starejše populacije, raznih predavanj, tako da raznih dogodkov, splošnih dogodkov, tako da poskušamo na vse načine nekako ta muzej pa muzejsko dejavnost tudi predstaviti javnosti, da nas ne bodo imeli, to so pa neki predmeti za prašenje in pač jasno, da. Nas to ne zanima. Se pravi, muzej je odprta ustanova, kjer se lahko človek ogromno nauči, je prostor, kot sem že rekel, druženja, obiska, ki se ga lahko v muzeju obiščete večkrat. To so pač posebni prostori in tudi skupnost, namenjeni skupnosti, da skupnost tudi to koristi, da skupnost to občuti. To je moja namen, jasno. Ampak 70 let je vseeno neko obdobje. Zdaj, če samo lahko malo kronološko bi to nekako potegnil v tri neke meje razvoja. Ta muzej so do zdaj vodile 3 direktorice. To pravi Vlasta Koren, gospa, hvala Bogu, še živi, je bila prva direktorica. Muzej je nastal leta 1955, 21. januarja, takrat smo tudi na ta dan imeli slavnostno akademijo in ti začetki so bili zelo težavni. Ni bilo prostorov, ni bilo eksponatov, to so bili tisti, ampak se je postopoma muzej razvijal, pridobival prostore, dobil takoj na začetku že prostor v Soboškem gradu, ki je že sam po sebi spomenik. In potem je to nekako to obdobje, ki je trajalo vse do prve razstave, potem širjenje razstav. Prve razstave so bile predvsem etnologija, nekaj malega arheologije, potem pa NOB. In potem z 90 leti tam prevzame potem Irena Šavel, začne voditi muzej in takrat se muzej prerodi, nastanejo nove ideje, nova postavitev, začne izhajati zbornik Soboškega muzeja, danes bo išla 30. številka, muzej tudi naredi novo stalno razstavo, za katero je dobil potem mednarodno evropsko priznanje za regionalne muzeje leta 1999, kar ne vem, če 2 ali 3 muzeje v Sloveniji sploh imajo. In potem
je nekako to obdobje trajalo, nastajale so številne razstave, izredno odmevne, naprimer, naj omenim tu potem umetnine v Prekmurju, tu so potem Vrečič, razni, pa še druge razstave, življenje na listkih. Potem pa pride eno obdobje, ko se je začela graditi avtocesta in takrat je muzej močno vpet bil tudi v ta arheološka izkopavanja, ki so trajala na tem odseku od Mure do madžarske meje. In tu se je nabralo ogromno gradiva, ki ga danes tudi hranimo in nam ga je uspelo zdaj tudi pred kratkim razstaviti na stalni razstavi. In skratka, potem prevzame to vodenje Metka Fujs, ki pa potem nekako usmeri muzej tudi bolj izven muzeja, v skupnost, se pravi, nastajajo neke razstave, povezave z drugimi območji, katerega pokrivamo, tako nastanejo razstava Radgonski mostovi v Gornji Radgoni, potem nastane razstava v Veržeju, tudi nova, potem nastane v Beltincih zbirka pač zdravstva, tako da pa tudi nastane zbirka fotografa Jožefa Kološe in na ta način muzej začne delovati tudi na zunaj, se pravi z skupnostjo, je bil bolj inkorporiran tudi v to. No in zdaj v tem zadnjem obdobju pa se pač usmerjamo na to, da gremo spet v prenovo stalne razstave, ki je bila že, se je nameravala že dosti prej, ampak zdaj pač smo v tej fazi kompletne prenove in uspelo nam je ponovno to obstoječo stalno razstavo, skoraj 70% že ponovno nekako prenoviti, ponovno razstaviti. Določena ključna obdobja, ker zgodovino je treba vedno prevetrevati, eksponate treba vedno ocenjevati, se pravi, eksponat ni statična stvar, da ga ti postaviš in več v njem ne delam. Kot nastajajo nova obdobja, je treba tudi eksponate ponovno vrednotiti. Prihajajo mladi kustosi, mladi ljudje z drugačnim razmišljanjem, drugačnimi pogledi, drugačnim sistemom izobraževanja in ti predmeti se potem drugače tudi interpretirajo. In to zdaj mi delamo in upamo, da če nam bo uspelo v tem letu res zaključiti to stalno razstavo in bi to bil nek pečat tudi 70-letnici, da smo v tem času tudi prenovili celotno razstavo. Jaz verjamem, imate dobro ekipo, Branko, za sabo, da bo vam to uspelo. Sicer pa rekli smo pokrajinski, pomurski, pokrajinski, pravite malo pokrajinskih muzejev je dobilo priznanje, kot ste ga vi. Pravzaprav imate kakšni boljši status, če ste pokrajinski muzej, pa koliko sploh je v Sloveniji? Govorimo, ustava nam narekuje pokrajine, pa jih nimamo. Zdaj ne vem, koliko je pokrajinskih muzejev v Sloveniji, sploh vi to bolj veste. Imamo pokrajinski muzej Maribor, imamo pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, to so pač nekaj regionalno, mi smo zdaj po regijih, to itak regij nimamo. Tako da to je tako malo bolj... Imate kakšni privilegij zaradi tega proti drugim muzejem? Nimamo. Mi smo pač na ministrstvu ustanoviteljica Mestna občina Murska Sobota in delno Moravske Toplice. Ministrstvo nam pokriva plače in pa program delno, to je to. Nismo pa nacionalni muzej, se pravi, ena kolegica meni, ker vi bi mogli biti nacionalni pomen, status nacionalnega muzeja, ker mejite na 3 države, se pravi Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško in v bistvu delujemo tudi mi v Porabju, pa tudi manjšina, se pravi avstrijska manjšina v Radgonskem kotu, tako da so mi tudi mednarodno nekako vpet v to tromejo, ampak vseeno, to so druge dimenzije zdaj. Verjetno pogoje tudi zahtevam. Mislim, zahtevam, niče v to smer ne razmišlja, ampak vseeno pa imamo pač ta odnos urejen in nimamo nobenih težav s tem financiranjem glede ministrstva pa teh, tako da pač muzej normalno deluje. Tudi razvoj muzeja je odvisen od generacij, ko se generacije spreminjajo, eni odhajajo, drugi prihajajo, to so drugi ljudje, novi pogledi in tudi je treba to upoštevati. Jasno, da. Ko se gledam malo vašo spletno stran, sem pripravljen, imate kopico stvari, ki bi rekli, vse to morda celo v muzej ne sodi, imate knjižnice, imate spletne vsebine,
imate izobraževanje, o tem smo že nekaj rekli, boste tudi povedali, pomembne delavnice, ne, sodelovanje s šolami in še kaj, ne, to je pravzaprav prav poslanstvo. Okrog 200 učnih ur smo imeli skoraj lansko leto, to je ogromno, otroci, delavnice, tudi vsi, ki pridejo v muzej, bi radi vodstvo imeli. Se pravi, to je tudi zdaj močno velik pritisk, naša spletna stran je izredno bogata, imamo tudi slovar prekmurskega jezika gor, knjižnega, ki je zelo obiskan, potem imamo e-dokumento, to je spletna stran virov o zgodovini, ki je aktivna, potem imamo spletno stran oziroma platformo oziroma domeno 321go gradovi, ne, tako da to so vsi viri gor o teh gradovih, Murska Sobota, Grad, skratka, to so bili projekti, v katere smo bili vpeti, pa še marsikaj bi se lahko našel na spletni strani, tako da je pa zdaj aktualno stalna razstava, ki je, pravim, skoraj na novo narejena in prisrčno vabim, da si obiskovalci pridejo, Meščani, Sobote ali vsi, ki gledajo to klepetalnico, ne bo jim žal, ker pač... To vaše povabila, ne. Branko, seveda zraven razstav, ki je v samem gradu, ki so razstave tudi občasne, ne, da ne greva pozoriti, ne gre samo za stalno, ki pa je seveda vredna ogleda. Imate tudi razstave takole po mestu, ne. Jaz sem bil na par otvoritvah motoristi v Murski Soboti, motoristične dirke, pa kasaške dirke v Ljutomeru, sežete na različne področje, ulične razstave. Recimo Miki Muster je bil na ulici, veliki Sobočanec še je, ne, se pravi, vsi, ki smo nekde z Vitorepca kupovali pa gledali, ne, eden od vzorov, ne, lepo, da se posegate med take. Ja, en del tega je bil povezan s covidom, ko smo takrat je bila kriza in nismo vedeli, kako se bojo stvari odvile, smo rekli, dajmo malo tudi na ulico, ne. Da na ta način, če nekdo pride v mesto, lahko se malo sprehodi, pa nekaj vidi, tudi nekaj kulturnega na samem pač takem uličnem razstavišču, vendar te razstave so predvsem specificirane na določene dogodke mesta, kraja, niso to neke razstave. Ja, gre za neki pomen mesta, naprimer so dirke, Sobota je bila v 70-ih letih top, kar se tiče dirk, Ljutomer, itak kasaška meka, center, potem Miki Muster, zdaj 100 let njegovega rojstva in seveda, on je bil znani Sobočanec in prav je, da take obletnice potem tudi predstavimo nekje na ulici, da ljudje to takoj v tem prvem svojem sprehodu lahko opazijo in da ko sprehod skozi mesta ti tudi nekaj potem na podlagi te ulične razstave ti še nekaj vidiš, doživiš in posedeš malo, tako, pa malo predebatiraš o tem in to je en lep dogodek na sprehodu skozi mesto. No, izrazi, ne, recimo gledam kustodijate, ne, koliko kustusov imate, ne, in seveda kako različna področja strokovnjaki morajo biti pokrivati, od arheološkega, potem etnološkega, umetniško-zgodovinskega, konzervatorskega, restauratorskega, tudi to počnete, ne? Ja, seveda, to imamo, drugače ne moreš biti ta muzej v bistvu pooblaščen od ministrstva, ti moraš imeti pokrite vse službe. In seveda imamo kustosa za umetnostno zgodovino, za etnologijo, potem za pedagogiko, zanimivo, tako, ki se ukvarja pedagoško dejavnost, pa potem tudi kustosa za zgodovino, tako da so vsa ta klasična področja pokrita. Sicer pa zdaj že muzeji imajo komunikologe, to je zdaj v bistvu tudi smer razvoja muzeja, da gre v to digitalno, da je treba čim več ta komunikacija, zdaj digitalne vsebine tudi, vendar se vseeno pravim, muzej, predmet je tisti, ki te potegne. Eno je, ko ti vidiš nekje na ekranu, pa digitalno, pa to. Mi lahko predmete digitalno obdelujemo, pa jih nekako, ampak vseeno je original tisti, ki ga vidiš, je pa čisto neki drugi občutek. Ob teh razstavah tudi, pa tudi drugače izdate publikacije, ne, še to, ne, povrh vsega, ne, seveda, brošure, knjižice, ne, bogatstvo. V 70 letih smo izdali prek 50 knjig, se pravi o razstavah, plus toga te velike kataloge, tako da to publicistično dejavnost redno vzdržujemo in v vsaki razstavi, občasni, ki je večja razstava, imamo te večje občasne razstave, pa manjše in pa ulične.
In to potem probamo nekako tudi to večjo občasno razstavo, vsaj v nekem katalogu izdati, ker pač katalog ostane. Razstava pa se odide in se zamenja. Tako, in potem nekako ostane katalog, da lahko potem nekako to še pozneje. Morda bi na začetku morala Branko povedati, nahajate se v renesančnem gradu sredi parka, čudovito, tudi zdaj vas vodi drevored do tja, z samega mestnega središča, tu so običajno tudi te ulične razstave. Lepo mesto, seveda tudi na gradu sama bi še trebalo kaj postoriti, verjetno, ampak dobro, vse vemo, kako je s temi našimi ljubimi gradovi, ne? Znotraj pa je seveda zadeva urejena, dovolj specificirana, da lahko je muzej. Vrata seveda imate odprta med tednom stalno, tudi bržkone v soboto. Najavljene skupine dobijo tudi vodnika. Pa v nedeljo. Pa še v nedeljo. No? Mi smo odprti razen ponedeljek je zaprto, ker je čiščenje, rujetak, ampak potem od torka do nedelje smo pa odprti, v soboto od 9 do 1, nedeljo pa od 12 do 4. Popoldne. Popoldne, tako da si lahko vsak ogleda muzej in tudi imamo prosti vstop, ne vem, če to vejo, 8. februar, potem ta, se pravi, Evropski mednarodni muzej, to je zdaj 16. maj bil, potem imamo muzejsko poletno noč, ki bo zdaj 21. junija v soboto, čeprav se upade skupaj s soboškimi dnevi, vseeno prisrčno vabim, ker bomo imeli otvoritev ulične razstave 70 let muzeja na fotografijah in pa bomo imeli posebej bo možen ogled restauratorskih delavnic in restauratorskih del na kovinskih predmetih, lesu in to bojo lahko potem ljudje, 1 uro bo to odprto, da bi lahko potem ljudje tudi sami vprašali, videli, kako se restaurirajo določene predmete glede na materiale in tudi dobili odgovore, kar jih bo zanimalo. Bosta pa na voljo restaurator za les in pa restauratorka za kovino, keramiko in tekstil. Vredno ogleda. No, muzej bo pa itak odprt do polnoči. Od 18. do polnoči, se pravi od 6. do polnoči, tako da je bi se to muzejski večer. Spoštljivost velika. Ampak to je za celo Slovenijo. Celo Slovenija ima pač tako urejeno. Ja, pa to je vedno, ta muzeji pa galerije so odprti potem do polnoči. Seveda smo mi, ki smo obiskovalci, ponosni, vi pa zagotovo, dr. Branko Kerman, direktor Pokrajinskega muzeja Murska Sobota. Rekli ste že številna priznanja, velike, rekli ste 99. leta. Nedavno, mislim, da v mesecu maju, ste prejeli Valvazorjev nagel. Malo nam povejte, kaj je pravzaprav nagrada, mislim, da v Narodnem gledališču, kjer ste bili v Ljubljani? Ne, to je ob Svetovnem muzejskem dnevu, Evropskih muzejih se potem podajajo tudi nagrade za letne prispevke in nagrade Valvazorjeve za dosežke muzejstvu. Se pravi, če bi kje bil na kvizu, vprašanje za muzeje, kakšno nagrado dodeljujejo Valvazorjeva. To so Valvazorjeva priznanja za, to je več rankov je, znotraj tega imamo muzej leta, potem imamo za posebne dosežke in pa tu so 3 noter in pa potem Valvazorjev nagel. To pa gre za razstavo, ki je vezana na skupinsko delo z skupnostjo. Se pravi, ta nagrada Predmeti veselja, ki smo jo mi dobili, Pomurski muzej, je nagrada v tem smislu, da smo mi muzejske predmete, ne obstajajo samo žalostni predmeti, pa neki nepomembni predmeti, ampak zanimiv naslov, predmeti veselja. To me zanima. Tebi nek predmet pomeni veselje. In znotraj muzejske zbirke, ki jih mi hranimo, kako smo rekli, arheoloških, zgodovinskih, so tudi predmeti, ki so v človeku vzbudili veselje. To so bili razni dogodki, lahko rečemo rojstvo, smrt, ne vem, gostije, poroke, nagrade, ne vem, vse mogoče, kar te človeku da veselje. In tu smo potem te muzejske predmete, je avtorica stave bila Mateja Huber, naša pedagoginja, in ona je pa s tem naslovom tudi dala neko to vsebino tej razstavi in je vključila učence osnovne šole 1, da so kot mladi kustosi sodelovali pri tem
projektu in so na koncu tudi sami svoje predmete prenesli na razstavo, ki so tudi razstavljeni z zgodbami. Tako da so povedali zgodbo, pa razstavili predmet in to je potem v sklopu tega skupnega sodelovanja muzeja in naprimer zdaj osnovne šole, pa tudi lokalne skupnosti, je zdaj to eno priznanje, ki se ga podeljuje tudi, da ni to strogo samo muzejsko, ampak muzej mora iti ven. Ja, odpirati se. Muzej se mora odpirati, muzej je tudi zato. Muzej ni zaprta ustanova. Nekaj smo rekli arhaično. No, vidiš, to je, kam bom šel. Ampak muzeji so, danes so muzeji odprte ustanove, kot sem že prej rekel, da človek nekaj doživi, se sprehodi, se lahko tudi umiri. Ima nekaj občutek, čisto drugi človek je noter. Prideš ven, nekaj si videl, si umirjen, greš, pa lahko greš večkrat. Še to ravno. To pozornosti včasih pritegne to, včasih neka druga stvar, ki se izpustil poprej. Tako, in se pravi, za muzeje je en dan premalo. Seveda, ampak zato pa je to, se pravimo, tudi trendi so, da se muzeji morajo odpirati, da niso to neke zaprte ustanove, ki same za sebe služijo, samo sebe služijo, kot muzejne. No, in ta nagrada je bila, to je bilo 24 prijav, tako da je to velik uspeh. Jaz sem že zelo vesel, da je to Mateja Huber, kustosinja, pedagoginja, tako dobro naredila in da je to komisija ocenila kot izjemen dosežek. In torej, to je sam dokaz, da dobro delamo. Točno tako. Branko, dejali ste, financira se, morda še v tem, Ministrstvo za kulturo, jasno, se sodite, tam je več direktoratov, od opere do muzejev in tako dalje. Vsak je najbolj pomemben, seveda zase, ko greste. Seveda pa imate možnost tudi se prijavljati na različne razpise. Morda še v tej temi, ker to je pa neki vir dodaten, ki se ga da dobiti, vendar težko je priti do njega, tudi moraš imeti seveda elaborate, sposobnost. Seveda, mi smo že bili v projektih, kot je naprimer, sem rekel, e-dokumenta. To je bila skupaj z, mislim, da Inštitut za narodnosti Republike Slovenije, Pomurski muzej, pa ne vem, arhiv, ne vem, če iz Madžarske, kjer so se zbirali viri za ta naš prostor in so javno dostopni. To je še, smo poskušali nadaljevati, vendar se je nekaj zataknilo. Bomo videli v bodoče, če se bo ta e-dokumenta razvila še naprej. Ni pa to nič zaprtega. Potem, kot sem rekel, smo imeli ta projekt Interregov gradovi, kjer smo, je bil 5-letni projekt gradovi Murska Sobota, grad in pa avstrijski gradovi. In v tem letu smo prijavili en projekt z Hrvati, tako da čakamo, smo vpeti tudi v te projekte, tako da smo tudi na tem delu aktivni. Če smo prej rekli, ne morete do nacionalnega statusa, ampak vendarle ti interregi, Avstrija, Madžarska, Hrvaška pa ponujajo neke programe, kot ste rekli, zdaj se na Hrvaški, ki dajo mogoče več možnosti kot Posavskemu muzeju, ki je vpet samo v slovenski prostor. Ja, ni nujno. Ni nujno. To se tudi oni povezujejo Brško, z drugimi. Zdaj ni nujno, če si ravno vpet v neki trikotnik, zdaj se lahko tudi drugi prijavi. Mi smo na primer imeli pred leti, kar je malo mogoče zdaj zamrlo, Ljudje ob Muri en projekt, kjer smo združili, Mura nam je bila kot neka iztočnica, smo imeli potem Madžarsko, se pravi Zalaegerseg področje, Štajersko, avstrijsko Štajersko, mi Prekmurje in pa Varaždin oziroma Čakovec. To smo imeli kot neko regijo, mikroregijo, smo par projektov imeli, ampak treba bo verjetno to ponovno nekako živiti in nadgraditi. Upajmo, da bo šlo. Branko, morda še o tem, pravzaprav, kako se že reče, predmetom artefakti. Artefakti, to je bolj za arheološke predmete. Se še najde, recimo, ali pa tam začetka 20. stoletja v Prekmurju, se še najdejo po kakšnih hišah, se še ljudje odzovejo, še kustodine vaše imajo stike z ljudmi na terenu, jasno, da imajo, ker drugače to ne gre, posebno tudi okrog jezika, ki je živa stvar, se še najde, kaj se še dobi, ali pa je
glede tega izčrpano področje? Pa mislim, da bi se še kaj našlo, sicer Jelka Pšajt, naša etnologinja, ona je dosti na terenu, ona je tudi se ukvarja v bistvu nesnovno dediščino. To je zapisi, ki so jih ljudje nosijo v sebi, neke zgodbe, da se to tudi potem posname in na neki način je to izjemen vir. To je se pravi nesnovna dediščina. Imamo pa tudi to nepremično dediščino, se pravi neke predmete, tako da obstaja tudi ta nesnovna. Zdaj že obstaja digitalna dediščina. To so vse zdaj neki filmi, pa vse neki, to je zdaj vse problem nastal, kako to inventarizirati, kako to digitalizirati. Tu so še tudi potem lastništva. To je treba potem tudi, kako boš to, če bo sploh lahko razstal, treba je živeči, ki živijo potomci, je to treba prositi se za dovoljenje, ampak ljudje v bistvu tudi zbiralci so aktivni. Ja, zagotovo. Seveda, tudi oni zbirajo, saj delujemo zelo dobro zbiralci, smo v zelo dobrem kontaktu. V Radgoni imamo vsako leto na muzejsko poletno noč eno razstavo, en zbiralec se predstavi, tako da tudi to imamo korektne odnose. V bistvu pa dediščina propada, fizična dediščina, se pravi, to naprimer izjemno je v zadnjih 20 letih se tudi pokrajina spreminja. Stare hiše se rušijo, odnosa ni, vse je breme in to na odpad gre. In zdaj muzej pa tudi vse ne more sprejeti. Je pa tudi problem zdaj, kaj bi lahko še mi takega sprejeli, ker je to potem nas zavezuje. Mi moramo to restaurirati, hranjenje. Tako da je kakšne izkopavanje. To je drugo, arheološke raziskave so drugo, ker to je v bistvu gradivo čisto drugačno kot neki les, slama, usnje. Ki ga moraš Ja, seveda, to je treba potem imeti spet posebno hranjenje, tudi celo obleke, oblačilna dediščina. Zdaj malce še se ustavljamo, rekli ste zasebni zbiratelji. Verjetno v našem koncu ni toliko kot jih drugod, pa po drugih državah, pa verjetno so to bolj zbiratelji kakšnih umetnin, ki jih ni treba kaj dosti, slike, morda kakšni, ne vem, predmeti takšni, ki pač ne rabijo veliko vzdrževanja. Ja, zbiralci zbirajo vse. No, to vem. Imaš različne, zdaj tisti, ki se ukvarjajo z neko likovno umetnostjo, z nekimi... zbirajo pač... Tega pač pri nas, po mojem, toliko ni, kot to po svetu vidiš, ampak so pa. Obstajajo... Tam so še aukcije, pa ne vem, ker se tega mi prodaja. nimamo, aukcij ne. To je pač... Zbiratelji kupujejo, prodajajo, trg obstaja verjetno. Pa se povezujejo pač na neko drugo področje, da ne bova posegla. Pred kratkim je bila ena oddaja na Slovenija 1, ravno enem zbiralcu, ki je pač na koncu potem sam povedal, da je problem na koncu s temi vsemi predmeti, ki jih on ima, ko on umre, naprimer. Je rekel, da potem je to problem dediščina, ne. Če ne, te se takrat kregajo. Ali pa prodajo, nimajo odnosa. Ali pa dajo za mali denar, potem dampiško prodajo. In tu je zdaj to, ne. Kaj narediti s tem, ne. Muzej nima denarja toliko, ali pa muzej pa tudi rabi zgodbo. Ja, seveda ne. Pa dokumentirano zgodbo. Pa dobro, če ti veš, da je nekdo to nosil, ki je bil pomemben za naš prostor, ali pa ne vem, ne za nas, da je bil ne vem kdo, da je to je okej. Da pa če ti imaš en kup nekih predmetov, ki so pač, je to samo zbirka, ki... Branko, prej ste še omenili, naj še to povem, pomagate tudi društvom, organizacijam, pridobivanje seveda na te nesnovne kulturne dediščine, da so pisani v register, kulturni register oziroma Republike Slovenije. Tudi to je velika pomoč, da se pomaga, da imajo možnost ta društva se potem preko Ministrstva za kulturo tudi na nek način prijavljati na razpise. Takole ob koncu rekli ste, prihaja noč. Tako. Povabilo pa velja. Noč muzejev. Malo tako grotesko to zveni, noč muzejev, da ne bi kdo ki čakal za gradom. Ne, absolutno. Seveda pa tudi povabilo državljanom sveta ob Muri, če pride v Mursko Soboto, že se splača za 1 urico iti v muzej ali pa 2 urici, da ne govorim, da ste precej sedaj zasedeni, ste mi prej povedali, v juni šolari prihajajo še verjetno 1, 2, 3, kar obremenjeni.
Povabilo pa velja, seveda velja, da boste povabili. Seveda, naj pridejo, predvsem upam, da jih bo zanimalo ta restauratorski del, se pravi, da bojo videli, kako naš restauratorje pač posegajo po nekih lesenih predmetih, ko je naprimer nek predmet ali vlažen, ali zbrušen, ali rabi neko dodaten poseg znotraj, bojo to tam lahko vse zvedeli, jih bojo poučili, tudi povedali, kako to oni delali, pokazali in mislim, da bo zanimivo. Zagotovo. Tako kot je vedno zanimivo obiskati Pokrajinski muzej v Murski Soboti. Hvala, dr. Branko Kerman, direktor Pokrajinskega muzeja Murska Sobota, za današnji obisk, za klepet v klepetalnici. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa tudi hvala za pozornost, da ste bili v naši družbi in če imate čas, obiščite Pokrajinski muzej Murske Sobote, vredne ogleda, sprostili se boste praktično sredi parka, vas čaka veliko, veliko dobrega in pa veliko presenečenj. Do prihodnje oddaje Klepetalnica, srečno!